Za preprečevanje dane kršitve. Vidite, naš kršitelj se kar razgrel v prisotnosti policistov, jih napada. Ja, odlično. In tukaj že vidite posredovanje službenega psa, ki je tega našega kršitelja tudi obvladal. Sledi prijetje. Kot vidite, v ozadju policisti pripadni postopek vodnika službenega psa in pa policista, ki je izvedel prijetje. Še nekaj besed o posebno maskirani, to z določenim namenom, da zavarujejo svojo identiteto, namreč delovati v domačem okolju je zelo težko. Se pravi, sledi postopek prijetja, vezanje in vklepanje, seveda seznanjem bo storilec tudi z pravicami, komu sledijo, ker sumimo, da je v vozilu tudi navzoča prepovedana droga in so naša čutila pri tem, kadar je ta prepovedana snov oziroma droga našim očem skrita, potem je poseben čutilo in sicer vob, za kar potem uporabljamo naše službene pse. Sledi še vizualni pregled vozila, vkolikor bi se nekdo skrival v vozilu. Na kraj, lahko vidite, je že prišla tudi vodnica, se pravi, kriminalisti so na kraj za pomoč poklicali tudi vodnico z službenim psom za odkrivanje prepovedanih drog. Se pravi, ja, malo sem območja delovanja čel. Se pravi, policiji smo že videli psa za splošno uporabo pri prejšnjih vaji, sedaj pa tako vidite tudi službenega psa za specialistično uporabo in sicer za odkrivanje prepovedanih drog. Imamo tudi pse izšolane za odkrivanje eksplozivnih teles, v tem primeru gre za psa, ki je izšolan za odkrivanje prepovedanih drog. Se pravi, ti službeni psi so izšolani za iskanje prepovedanih drog v zaprtih prostorih, na terenu, v prevoznih sredstvih in pa v prtljagi. Tukaj sedaj lahko vidimo pregled vozila, išče se droga, se pravi, policijska opravlja dinamičen del pregleda, se pravi, usmerja službenega psa, kaj naj pregleda, kje naj prevoha, kar tudi počne. Nekaj ste našli, se pravi, psička je nekaj nakazala, se pravi, s svojim vedenjem in obnašanjem je policijski dala vedeti, da na tem delu na kraju navzoča policija in je jasno dal vedeti, da se ne bo kar prostovoljno predal. Tam v levem kotu lahko že vidite, se pravi, pripadnike mobilnega kriminalističnega oddelka v sodelovanju z vodnikom službenega psa. Kot že omenjeno, vidite spredaj balističen ščit, ki nudi pri gibanju, pri približevanju k objektu dodatno zaščito policistom. Tretji od zadaj v rokah drži ovna, s pomočjo katerega bodo tudi razbili vrata in si s tem omogočili hiter vstop v objekt. Se pravi, enota je pripravljena za posredovanje, za vstop. In tukaj lahko že vidite, se pravi, prijete s pomočjo službenega psa. Kot vidite, službeni pes je zelo hiter, brez kompromise, ne boji se tudi strelov. Tako je prišlo do ugriza in storilec je obvladan. Seveda, malce teže gre, ko more pes, ki je ulovil pod narekovaji svoj plen, ko ga je potrebno spustiti, ne? Naši psi so šolani, da na povelje morajo spustiti, morate pa vedeti, da gre to za nagonska bitja, da to niso roboti, da v takšnih situacijah, ko smo mi sami pod adrenalinom, tudi psi včasih odreagirajo nekoliko drugače, kot so bili tudi šolani. Naloga vodnika pa je, da prepreči, da ne nastajajo nepotrebne posledice, zato je tudi službenega psa fizično odstranil. Hvala za prikazano vajo.